If you see my face on... Vesna Lemajič, lepo vas pozdravljam. Dober dan. In vam čestitam za vaš najnovejši roman z naslovom Obraz. Hvala lepa. Pri vas sem se že navadil nekako, da izbirate zelo zahtevne teme, tematike, da marsikdaj presenetite s krajnimi situacijami. Odkot ta pogum, ta izbira? Verjetno zato, ker me najbolj premaknejo tudi na tej neki čustveni ravni, psihološki. Da me premaknejo me in se mi zdi, da se zgodi potem ta iskra, ki jo rabimo v bistvu za ustvarjalnosti. Torej, da je nek zunanji poriv, ki prižge moj motor, no. Mislim, da so verjetno tudi te teme, da je nekaj na njih, ki razburi to v meni. Imate kdaj mogoče neke vrste notranje boje, dileme, ali je to ustrezna tema, ali gremo tukaj predaleč z neko artikulacijo? Kako rešujete te dileme? Kako daleč iti? Ker spomnim se, v tem studiu pred tednom ni sedel pesnik Blaž Iršič in on je dejal: grem do roba, ampak tam se nastavim in napravim še en korak. Jaz bi rekla, da je moj način drugačen. Je nekaj tem oziroma nekaj teh korakov, za katere se ne odločim, ali zato, ker nočem razkriti nečesa, kar se je zares zgodilo, in kar bi neposredno vplivalo potem tudi na usodo drugih ljudi. Tukaj je gotovo neka stvar, ki jo poskušam spoštovati, da nekatere stvari, da o določenih stvareh molčim in jih imam v tej neki svoji skrinjici. Ne delam, zdi se mi, da ne delam teh nekih velikih prestopov, vsaj jaz tega tako ne doživljam. Do zdaj še nisva omenila naslova vašega romana. Tako je, Obraz. Torej, v primerjavi z prejšnjo knjigo, ki je imela zelo dolg naslov, in sem imela veliko težav, da sem se odločila za tak naslov. Imela sem veliko težav, da sem izbrala naslov. Torej, za razliko od prejšnje knjige, imamo tukaj pred sabo roman z imenom Obraz. Že na začetku knjige je obraz v prvem planu, čeprav se potem kasneje vse bolj umika, celo izginja, se izmika. Ampak na vse to se pa lepijo v bistvu vsi ostali dogodki, ki se dogajajo junakinji skozi pripoved. Naslov Obraz je na mestu. Ko sem videl naslovnico romana, sem pomislil, da je tako splošen naslov, ne? Avtorica bi si vendar lahko izmislila kaj drugega, malo bolj specifičnega, izrazitega, poetičnega, navdahnenega, ne? Ampak če se kateri roman zasluži ta naslov Obraz, je to vaš. Tisto, kar je zanimivo pri tem romanu je, vi ste omenili obraz. Kako se obraz pojavlja v romanu? Predlagal bi, da ne poveste preveč, ampak da najdete neko tako ravnovesje. Obraz je nekaj, kar nas predstavlja in tako to doživlja tudi junakinja v romanu. Vendar ima do svojega obraza nek sovražen odnos, lahko rečemo. In na nek način je odtujena od same sebe in tudi od tega, kdo sploh je. Hkrati se mi je zdel obraz nek dober simbol za videz kot tak. Torej, naša sodobna družba je družba sfabriciranega videza in obraz je to najbolj izpostavljeno polje, na katerem se dogaja
dogajajo v bistvu neprenehne vojne, kakšen naj bo, kakšen je bil včasih, kako naj ga spreminjamo. Hkrati pa to ustreza nekako temu, da identiteta posameznika ni fiksna. Vprašanje pa je, če je naša identiteta lahko sledi vsem tem spremembam, ki se dogajajo na obrazu. Govorimo pač o fotkah na socialnih omrežjih, to na primer. Tako da obraz se mi je zdel neka dobra, sicer neka splošna beseda, ampak na katero se lahko veže ogromno nekih asociacij, ki so lahko prijetne, lahko pa zelo težke. In v nadaljevanju igra obraz zelo pomembno vlogo, ne? Ostaja neka vrsta rdeča nit tega obraza, tega romana. Tu sem postavil enačaj med vaš roman in med obraz. Tisto, kar je zanimivo, se spomnim kot bralec, ko sem začel brati vaš roman, sem imel občutek, da bo to roman o marginalni subkulturi. O neki skupnosti mladih ljudi, ki živijo na socialnem obrobju, da bo se skratka vaš roman opisoval neko polje družbeno kritične pisave. Ti elementi obstajajo, niso pa ključni, pa vendar, a bi katerega takšnih elementov omenili, opisali? Gotovo je to neka negotovost, ki jo čutimo, pač neka ta naša prekerna generacija, ki je zdaj že kar velika, ker pač prekerno delo ne opravljajo samo mladi ljudje, kot je bilo to mogoče pred 10 leti. Torej, neka močna nit romana je gotovo ob te občutenje negotovosti, ki se veže torej na socialni položaj in pač potem tudi na to neko temeljno osnovo, torej dom, stanovanje, kje živimo, a si lahko privoščimo življenje v sobi brez cimra. Hkrati pa ja, tudi ta negotovost, ki je ves čas prisotna, torej kdo smo v teh novih razmerah, kakšna bo naša prihodnost. Tako da mislim, da mogoče negotovost neka ta temeljna linija, o kateri sem tudi hotela pisati. Negotovost je nekaj, kar je v mnogih primerih nekako ekonomsko pogojeno, ampak obstaja na primer v vašem romanu tudi junakinja po imenu Ula in tudi ona, čeprav prihaja iz socialno dobro stoječe družine, čuti neke vrste negotovost, ker ne ve, kako naj se razvija kot umetnica, kot ustvarjalka. Ja, torej teh negotovosti obstajajo na različnih ravneh. Mogoče se je v Ulin karakter prikradla tudi moja izkušnja negotovosti, ki se tiče pač samega procesa ustvarjanja. Zgodi se mi čisto vsakič, ko se lotim nove knjige, novega pisanja in verjetno v ozadju ta nek strah, da bi se kot ustvarjalka na neki točki nehala razvijati in bi ostala nekako na istem mestu, v nekem tem kolesu za hrčke. Verjetno je v ozadju tudi ta strah. To negotovost, ta strah nekoliko razumem, hkrati pa dodajam, da ste s tem romanom pokazali, da je bil ta strah vseeno odveč. Če ostaneva še za hip pri temi, ki ste se jo dotaknili prej, govorili ste o prekarni generaciji, imate mogoče kakšno zamisel, idejo, lahko noro, lahko divjo, nenavadno, kakršnokoli že, kako bi lahko družba rešila ta problem? Moje rešitve so po moje kar radikalne, ker je problem tako zaostren, sploh
hudo je videti, da ljudje, s katerimi si, ne vem, jih poznaš 10 let, in se morajo izseliti iz Ljubljane, čeprav so jo že povsem posvojili, zato da lahko preživijo, ker jih se ne morejo preživeti s svojo lastno plačo. Zato jaz tako situacijo doživljam zelo resno, ker pač zadeva tudi mene, čeprav sama nimam stanovanjskega problema. Vrniva se k vašemu romanu, kdo so njegovi junaki, junakinje? Torej, to so ljudje, ki so stari tam med 20 in 30 let. Vsak se spoprijema s svojimi težavami, in med njimi prihaja tudi do nerazumevanja, ampak ravno zato, ker so tudi njihovi interesi različni. Torej, Bruna, glavna protagonistka, želi zaslužiti čim več denarja, da bi se streha čim prej popravila. Se opravičujem, kakšna streha? Torej gre za streho v skvotu, kjer živijo in ustvarjajo. Torej, gre za to, da morajo zbrati veliko vsoto denarja, da bi lahko popravili streho, ker drugače jim grozi, da njihovi prostori ne bodo več za živeti, da ne bodo več primerni za bivanje. Če lahko tukaj dodam, njihovi prostori so lahko zelo vlažni, neprijazni, neprijetni za vsakdanje življenje. In ti ljudje živijo v teh prostorih zato, ker nimajo druge priložnosti. Takšen občutek sem dobil kot bralec. Tako je, ja. Seveda to ne pomeni, da ti ljudje ne delajo, ampak so pač ti zaslužki neredni ali pa so premajhni in si ne morejo pač privoščiti najemnin v vse bolj dragi Ljubljani. Toliko o socialni razsežnosti romana, ampak potem se zgodi neke vrste premena. In na prvi pogled, socialni roman se nekako spremeni, se počasi spreminja v nekaj drugega, v nekaj bolj temačnega, strašljivega in tako naprej. Kakšno vlogo odigra v romanu Oton Župančič? Torej, vključila sem njegove pesmi iz zbirke Mehurčki, zato ker je to nekaj, kar se mi zdi, da je več generacij, tudi generacije, ki so prišle za mano, da so odraščale ob tej knjigi, torej ko so bili še otroci. In zanimalo me je, kako bodo učinkovale v nekem kontekstu, ki je svet odraslih, torej resnični svet. Večkrat se je izkazalo, da so potem učinki lahko srhljivi, na tej neki naši, kako bi rekla, ker te pesmi povezujemo nekako z nekim tem varnostjo, domom, starši ali pa dedki in babicami. Potem v kontekstu, ki je zelo zaostren, v bistvu imajo ravno ta učinek, da zaostrijo neko neznosnost tudi položaja. Če ostaneva pri tej neznosnosti, zelo pomembno vlogo pri njej ima tudi neka soba. Torej, težko je povedati na tak način, da ne bom izdala preveč. Torej, v knjigi se skvoterji odločijo, da bodo zbrali denar za streho skozi alternativne ture, kjer bodo vozili turiste v sam skvot. Seveda stvari niso nikoli enostavne, sploh pa ne v romanih. Za to sobo se izkaže, da je drugačna.
Zdaj, na kakšen način drugačna? Nekateri verjamejo, da v njej straši, nekdo drug pravi, da gre za skupinsko psihozo, da ni nič na tej sobi. Ampak ta soba na vsakega od likov nagovarja z nekim njegovim globokim strahom. Tako da v sami pripovedi ves čas nihamo med neko realistično razlago pa fantastično razlago. Čeprav verjetno je zelo jasno, ker je knjiga napisana skozi oči protagonistke Brune, ki si vse skupaj sama razlaga kot nekaj nadnaravnega. Na začetku pogovora sva omenila, kako je vaš roman na prvi pogled neke vrste socialno-družbeno kritičen, potem se pa ta roman spreminja v nekaj bolj srhljivega, strašljivega, tudi grozljivega. In k tej grozljivosti prispevajo tudi telesne metamorfoze. Vsi trije glavni junaki, Jan, Ula in Bruna, imajo tudi neke vrste telesne težave. Ste to hote poudarili, vpisali v roman, da, bi rekel, telo nekako samo spregovori, neodvisno od njihove volje? Torej, tukaj gre za body horror, to je izraz za grozljivo, ki se dotika telesa. To je lahko na različne načine. Torej, ravno zato, kot sem omenjala že prej družbo videza, sem hotela preveriti in kakšni so pač učinki telesne preobrazbe pri teh med sabo različnih likih. Kako doživljajo svojo telesno preobrazbo, kako se z njo spopadajo. Če ostaneva še malo pri virih trpljenja ali groze ali srhljivosti v vašem romanu, tisto, kar je zanimivo, je to, da telesa nekako spregovorijo sama. In da tudi na neki ravni tudi soba spregovori sama, da postane neke vrste subjekt, da ni več mrtev predmet, objekt in tako naprej. Mogoče je šlo tukaj za neko podobo tega strahu pred izgubo nadzora nad lastnim telesom. Se mi zdi, da danes imamo svoja telesa vse bolj pod kontrolo. Torej, ali z nekimi dietami, ali preko teh digitalnih preobrazb, ali pač preko najrazličnejših posegov. Lahko so fizične, lahko so začasne, lahko so trajne, lahko so digitalne. Ampak izkaže se, da naša telesa niso tako zelo vodljiva. Lahko jih imamo nekaj časa pod nadzorom, ampak telesa si ne pustijo v bistvu biti predolgo disciplinirana. Tako doživljam ljudi. Nekje kdaj neki butne ven. Vesna Lemajič, precej ste že povedali o svojem romanu Obraz, zdaj bi jaz pa prosil, da nam preberete kratek odlomek po svojem izboru iz romana. V temi je prisluhnila prvim težkim kapljam, ki so začele nabijati po okenski polici. Zabliskalo je, zagrmelo. Ko je stopila pred odprto okno, je vanjo hušknil veter. Po tlakovcih so se brezdomne vrečke kot žabe napihovale, spuščale, poskakovale. Nevihta se je prevalila nad mesto. Pulzirala je s strelami in treskala, pulila vse, kar ni bilo pričvrščeno, grabila smeti, jih zmetala v reko, zavijala. Zvoke je prinašalo in odnašalo sunki vetra, dokler jih naliv ni pritisnil k tlom in udušil vse okoli sebe. Z mokrim obrazom je zatesnila okno. Pogled ji je zbežal v vogal pod stropom. Po zidu je teklo na parket. V kot je vrgla umazano brisačo in se spet zastrmela gor. Plast barve se je napihnila v vlažen mehur, ki je grozil, da se bo razpočil. Plesen na steni je potemnela, njene obraze so osvetljevali bliski, ob katerih so utripnile stotere oči, se spet zmračile in dalje zlohotno prežale nad njo.
Bruna je pod tem vtisom stresla z glavo. Odmaknila je jogi in si na njem objela noge. Zorni kot je zožila na zamakajočo zaplato, se zazibala naprej in nazaj. Skrbelo jo je, da bo zgoraj zazijalo, se odprlo, da bo voda povsem udrla v njen dom in ji namočila posteljo. Vesna Lemejič, hvala, ker ste nam prebrali odlomek iz svojega romana Obraz. Prej, ko sva govorila, katere sile so lahko vse srhljive in sva omenila telo, telesa, potem sobo in tako dalje, sem povsem pozabil na preteklost. Tako je. To, kar živimo zdaj, torej v sedanjosti, ni nekaj nevtralnega. Ni to tako je, ker tako je. Ampak smo tukaj taki, kakršni smo, v takšnem položaju, kakršni smo, zaradi preteklosti. Zato se mi zdi preteklost, res ena sila in boljš, ko jo poznamo, oziroma bolj nam je jasno, kaj se dogaja okoli nas. Zdaj, zakaj tukaj ima preteklost tudi tako veliko vlogo? Srhljivo. Srhljivo tudi. Gre za to, ker gre za ena od interpretacij, da gre za duha, ki straši v tej sobi, torej v sobi, ki jo imenujejo Titova soba, in tam naj bi strašil Titov duh, torej to je verzija za turiste. Želela sem povezati tudi torej skvot in pač Ljubljančanom in tudi drugim iz Slovenije bo jasno, da gre za bivšo avtonomno tovarno Rog, kjer je bila tovarna koles. In želela sem povezati vsem tudi to socialistično preteklost v roman in hkrati tudi neke zgodbe, ki iz časa druge svetovne vojne, ki mogoče niso tako zelo znane vsem, na katere sem naletela, ko sem brala knjigo o Titu. Tako da zdi se mi zelo važno, da ima preteklost v knjigah pač tudi nek ta svoj glas, svojo, da se pokaže, kakšno pomembno vlogo ima, torej vse, kar se je dogajalo prej, odločitve naših staršev, dedkov, babic in vse to povezani smo, preteklost nas zelo, zelo določa. Omenili ste nekdanjo tovarno Rog, v njej je bilo kar nekaj skvoterjev, prebivalcev tiste avtonomne cone, ki pa so nekega jutra izselili oboroženi policisti, tako imenovani robokapi. Danes je ta avtonomna cona, oziroma cona Rog, ne vem, kako se imenuje, se opravičujem, zelo prijeten kraj, knjižnica je zelo živa, lokal je prijeten. In me zanima, ali vidite kakšno napetost, na eni strani ta nasilna izselitev, na drugi strani neka točka, ki jo sprejemajo Ljubljančanke, Ljubljančani, zahajajo tja, so pogosto tam, radi so tam in tako naprej. Kako bi vi rešili to, v narekovajih, napetost? Edina rešitev je za skvotanje novega prostora, ki ne bi bil nič kaj dosti manjši od prejšnje tovarne Rog. In še zadnje vprašanje, Vesna Lemejič. Na začetku sva se pogovarjala tudi o negotovosti. In me zanima, kako je pri vas kot pisateljici. Kdaj veste, da je nek odlomek res dober, da je napisan, da je živ, da je prepričljiv, da lahko greste naprej? In kdaj veste, naprimer, da je poglavje končano, mimogrede poglavja v vašem romanu so precej dolga, in kdaj veste, da je roman končan? Ja, jaz bi kar ves čas popravljala, tako da se je težko narediti pač to črto, ker v nekem trenutku mora iti stvar stran od rok avtorice, avtorja, ker verjamem, da ga lahko potem mogoče še narediš kakšno napako v tem procesu popravljanja. Zelo mimogrede, kaj bi popravljali? Kaj popravljate? Ritem stavkov. Ja, jaz moram biti zadovoljna z vsako povedijo, da grem naprej. Zdaj, koliko se to potem pozna v samem romanu, je vprašanje, ampak mora biti pa to neko moje zadovoljstvo, da je to pa ok, da grem lahko naprej.
Vesna Lemejič, hvala za vaš roman Obraz, za ta vaš zadnji odgovor in za pogovor. Hvala vam.